Marsikdo začne že v otroških letih sanjati, da bi vsaj enkrat v življenju videl čudo, o katerem je slišal pripovedovati ali bral v knjigah. Zgodi se, da taka želja tli v srcu in nas spremlja leta in leta. Rado pa se tudi zgodi, da tisti, ki skrite sanje vztrajno goji, nekega dne resnično zagleda prikazani sanj. Takrat so dolga leta hrepenenja naenkrat poplačana. Tako se je zgodilo meni s skalnim plezalčkom. Videl sem ga najprej v knjigah. Skalni plezalček je čudovit ptič, gorski lepotec. Ponekod na slovenskem ga imenujejo Zidna Mavrica ali enostavno Mavrica. Mavrica se prikaže poredko, pride in izgine, a včasih jo vendar vidiš. Cenjeni gostje, drage obiskovalke, obiskovalci, založnice, založniki, vsi, ki ste zaljubljeni v knjige tako ali drugače, polni radovedjevci, toplo pozdravljeni na prazniku Zlatih hrušk. Danes je z nami tudi tolmačka Mojca, kajti med nami je predsednik Zveze gluhih in naglušnih Slovenije in zato seveda tudi tolmačenje. Brala sem odlomek iz knjige Ptičje kvatre, o kateri bomo danes še slišali. Uresničene sanje in ptice, ki jih zagledamo včasih ob naših poteh, pa so pogosto razlog, da zmoremo pogledati od gnezda do zvezd. V uro pred nami, ko bomo družno gnezdili v tejle dvorani na prazniku Zlatih hrušk, nas je pospremil inovativni glasbenik, bi lahko rekli, Andrej Fon, na Mali Kabrci. To je rekonstrukcija slovenske staroverske okarine z odličnimi deli mladinske literature. Letos bomo podelili kar 4 priznanja, pa bomo vsaj za hip segli tudi do zvezd. Na prazniku Zlatih hrušk, na katerem predstavimo dobitnice znaka za kakovost in podelimo priznanje Zlata hruška, se letos srečujemo že 7. S tem MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, promovira dobre knjige. To že veste. In tudi letos naš skupni praznik nastaja v sodelovanju Mestne knjižnice Ljubljana, Slovenske agencije za knjigo, Javne agencije za knjigo, Mestne občine Ljubljana, Javne agencije za knjigo, kot sem rekla, slovenske sekcije IBI, s Cankarjevim domom in pa seveda upravnim odborom 32. slovenskega knjižnega sejma. Dogodkov pozdrav pa zdaj vabim k besedi direktorico Mestne knjižnice Ljubljana, gospod Jelko Gatka. Prosim. Prav lep pozdrav po tem poetičnem uvodu. Bi morala povedati en tak poetičen pozdrav tudi jaz v imenu Mestne knjižnice. Kar lahko zdaj na hitro rečem je to, da je res lepo, da vas vidim tukaj v tolikšnem številu po enem letu in da sem vesela, da je Mestna knjižnica Ljubljana lahko danes tukaj skupaj z vami. Nekaj besed na temo današnjega dogodka, na temo najboljših knjig, na temo Zlatih hrušk in tega, kaj pravzaprav v Pionirski moji sodelavci vsako leto naredijo. Praznik Zlatih hrušk danes predstavlja v bistvu sklepni del celoletnega strokovnega dela Pionirske in sledi kot končna postaja izdaji priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. Slišali smo že, da se letos imenuje Od gnezd do zvezd, s katerim v ospredje postavljamo promocijo kakovostnega branja in rast bralne kulture in pismenosti pri otrocih in mladih. Ta praznik je tudi izraz veselja nad knjižnimi sadovi preteklega leta, hkrati pa pohvala in iskrena zahvala tistim slovenskim založnikom, ki se trudite za prepoznavno knjižno kakovost. Založbe, ki pripravljajo za mlade najboljše izvirne slovenske in prevedene knjižne izdaje, tako poučne kot leposlovne, svojim prizadevanjem za odličnost opravljajo nadvse pomembno kulturno poslanstvo. In zato praznik Zlatih hrušk še kako sodi na slovenski knjižni sejam med založnike, urednike, knjigarje in obiskovalce sejma, saj se tukaj srečujejo in izmenjujejo s knjigo povezane zamisli in pričakovanja. Tukaj je priložnost, da ovrednotimo vsak svoje delo, si zastavimo nove cilje, sodelujemo in se povezujemo in tako dosežemo čim več naših bralcev. Mestna knjižnica Ljubljana in Pionirska
letos podeljuje znak in priznanja Zlata hruška v 3 kategorijah že 7. leto zapored. Naše delo za promocijo kakovostnega branja iz leta v leto zori, se razvija in širi in Zlata hruška to razumemo kot pravzaprav blagovno znamko Mestne knjižnice Ljubljana, ki je dosegla nacionalni pomen in nacionalno vrednost. Pionirski poskušamo leto za letom izostriti in poglobiti kriterije vrednotenja s kompetentno ekipo strokovnjakov. Letos jih je bilo že 18 različnih področij, ne samo zato, ker se zavedamo odgovornosti našega početja, ampak tudi zato, da bi bilo vrednotenje za priročnik čim bolj učinkovito in verodostojno. Vsako leto ob tem delu izvedemo tudi še kakšno strokovno inovacijo in priročnik tako ves čas izboljšujemo. Zavedamo se, da je takšno delo razvojni proces, ki se ves čas nadaljuje in razliko opazimo seveda, kadar pogledamo nazaj 44 let v prve korake, ki jih je ta priročnik naredil pri reviji Otrok in knjiga. Moji sodelavci skupaj z ekipo strokovnjakov, zunanjih strokovnjakov, ki smo jim zelo hvaležni, pregledajo celotno letno produkcijo knjig za otroke in mladino na Slovenskem knjižnem trgu in jo svojim uredniškim odborom zmorejo in znajo ovrednotiti, kar terja veliko znanja in nalaga tudi velikansko odgovornost. Pionirska si je zato zastavila kot način dela interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje z različnimi strokami, literarno vedo, filozofijo, različne naravoslovne, družboslovne vede, knjižno oblikovanje, ilustracije, prevajanje, lektoriranje in podobno. Kajti šele seštevek vseh teh knjižnih elementov lahko ponudi tudi končno oceno knjige. Ta želi biti predvsem dobronamerna in skuša založnike spodbuditi in usmeriti k izboljševanju in prepoznavanju kakovosti. Prepričani smo, če se malo pohvalimo seveda, da tako temeljitega pregleda vsakoletne produkcije, kot je ta, ni. Veseli smo, da je letos produkcija bogata in prvovrstna. V zgibanki z naslovom Seznam odličnih mladinskih knjig iz leta 2015 boste našli kar 144 zlatih hrušk, od tega 79 novih izdaj in 65 ponatisov, ki so upravičeni do znaka še odprej. Morda se na osnovi tega podatka lahko tudi vprašamo, kakšen je recept za dobro knjigo. In pravzaprav ga sploh ni. V intervjuju Mojce Zabukovec v Delu pred nekaj dnevi naši urednici priročnika magistra Darja Lavrenčič-Vrabec in Ida Mlakar pravita: v knjigah je zastopan pisani svet, od najsvetlejših odtenkov do problemskih tem sodobnega sveta. Mladinska književnost je pogumna, saj je že pred časom začela rušiti mnoge tabuje. Je pa pomembno vprašanje, kako se tega loteva. Če je slaba, ji gre zgolj za šokiranje, če pa je dobra, zmore pisati o najbolj kočljivih stvarih iskreno, sproščeno in literarno močno. Pionirska tako z veseljem ugotavlja, da je razmerje med priporočenimi in nepriporočenimi mladinskimi knjigami že 3. leto zapored na strani priporočenih. Veseli nas tudi, da vpliv zlatih hrušk sega vsako leto širše in dlje v strokovno in laično javnost. Da torej zlate hruške pomenijo za otroške in mladinske knjige to, kar na primer pomeni za igrače znak dobra igrača. In zelo smo zadovoljni, da lahko letos podelimo kar 2 priznanji za izvirno slovensko poučno mladinsko knjigo, medtem ko na primer pred 2 letoma to še ni bilo mogoče, saj nismo imeli niti ene slovenske poučne knjige z znakom za kakovost zlata hruška. Apeli in aktivnosti Mestne knjižnice Ljubljana na to temo v preteklih nekaj letih so vendarle obrodili sadove in zaznavno okrevanje na področju poučnih knjig. Kot navaja naša cenjena zunanja sodelavka dr. Tina Bilban v uvodniku priročnika, je v produkciji iz leta 2015 že opaziti tudi količinske premike, saj poučne knjige predstavljajo 19%, torej kar skoraj petino vseh izdanih knjig. S tem je bil že dosežen nivo izpred 4 let, takrat, ko se je padec poučnih knjig začel, in celo malenkost je bil presežen. Namreč prej je bil 80%.
Še bolj razveseljiv pa je, kot navaja, premik v kakovosti. Delež dobrih poučnih knjig, torej tistih z oceno 5, 4 in 3, ki jih kot dovolj kakovostne priporočamo v branje, je dosegel kar 68%. Zlato hruško je letos dobilo 17 poučnih knjig, od tega 12 izpod peresa slovenskih avtorjev. Tako da je bila tokrat prav domača produkcija izjemna. Veseli smo tega in hvala avtorjem in hvala založbam, ki ste se tako pogumno lotili tega izziva. Še en razlog torej za današnje praznovanje, za današnji praznik zlatih hrušk. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Jelke Gazvoda. Ko se v mestu knjižnice godi, ni meja, ne v glavah, ne v državah. In dve izjemni ustvarjalki sta danes z nami, ki jih bo izkrival besednik Boštjan Gorenc Pižama zdaj povabil v gnezdo besed, verjamem, da zelo zanimivi. Boštjan že dvigal brvi, to je vedno zamor znak. In prva je z Norveške in druga je z Gorenjske. Z Primorske. A zdaj že z Primorske. Kdo sta ti dve izjemni ustvarjalki? Boštjan Gorenc Pižama, prosim. Hvala, Karmen. Vsi Gorenci bežimo iz Gorenjske očitno. Si Primorska, Kranjska, Dolenjska. Dviganje obrvi pa sam znak, da mi še ni možganska kap. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V izjemno čast mi je danes voditi tale pogovor z dvema izjemnima knjižnima ustvarjalkama. Glede na to, da imamo gostjo iz tujine, bo pogovor potekal v angleščini. Za vse tiste, ki ste pri angleščini približno toliko korni, kot sem bil jaz pri pouku telesne vzgoje, bom potem tudi vse stvari rahlo prevajal v slovenščino, krajši povzetki, oziroma Nataša bo tako odgovarjala v slovenščini, pa bom njene odgovore zameril potem prevajal v angleščino, oziroma če še kdo tukaj, ki ne vlada slovenščine. V glavnem, najprej bi torej, zdaj, kar si že Karmen povedala, imeni, dve super knjigici imam, ki se šibita od hrušk, od osebnosti hruške. Sicer, kdo je danes glavni, je knjiga, za katero bomo danes še slišali, Nataša Konc-Lorencuti, ki se je uveljavila kot res izjemna piska mladih glasov, tako da Nataša, posebej bi te kar povabljena semle. Zelo pozdravljena in kot izvoli nasest enega od stolov. Druga avtorica, ki se nam bo pridružila, pa je Marija Par, ki jo imenuje nekateri tudi kot, vsaj tako pravijo, zavihki na knjigah, pa tudi njeno pisanje trdi, da gre za Astrid Lindgren mlajše generacije. Tonija iz Hudega Brega, knjiga, ki ni bila njen prvenec, pa smo jo dobili prvo v slovenščini, zdaj Vafljevi srčki, njen prvenec, ki je pobral nagrade, bil tudi ekraniziran, tam na Norveškem imajo srečo, nimajo Romana Končarja, tako da je bila v redu ekranizacija. Obe v izjemnem prevodu Darka Čudna, tudi moramo omeniti, in pa ilustracije obe knjigi, tukaj Engelsberger, ki ga je Pavletu uspelo zvleči iz ilustracije za odrasle, da počas ustvarja tudi za mladino, in pa Tanja Komadina z igrivimi podobami v Kdo je danes glavni. So the next guest that I'm inviting to the stage is Maria Par, and so please, please welcome. First let me just start off with a warm welcome to both of you. And of course, I won't be asking the obligatory question because I've seen the video you've made for Facebook, not asking about the waffle hearts. Yeah. I've heard that you're full of them. So we'll get to something else. Če niste pač videli, Marija je danes že za Facebook so jo posneli, se vprašala, kako bo preživela v Sloveniji, ker nimamo toliko
vafljevih srčkov na razpolago in rekla, hvala Bogu, ker kamorkoli grem, zmer mi jih ponudijo, kamorkoli pridem na obisk. So we don't have much time, basically, so let's just start. I would like to start our conversation today with a simple thought that both of your books feature strong, intelligent, witty female heroes. Yours is a teenager, yours is 4 years old. And I have this notion, is it simpler, maybe easier to write a witty, maybe spirited girl hero than a boy hero? Actually, when I started my book, it was a boy. And then I read an article in Norway. Someone had done some research on new literature in Norway, and there was almost no such girls. And then first I was shocked, and then I was ashamed, and then I changed it to a boy, to a girl. Ok, samo na hitro se prav vprašal sem o tem, ali je mogoče, se zdi dan današnji, da je lažje pisati take rahlo pobalinske, navihane deklice kot dečke, in Marija je rekla, da dejansko v njeni knjigi je najprej nastopal fant, ampak potem je brala neko raziskavo, da norveška literatura mladinska skoraj da nima dekliških junakov in se je odločila potem spremeniti junaka v junakinjo. Tako da, Nataša, isto vprašanje. Ja. Meni je pa bilo dosti lažje tudi na začetku pisati pobalinske fantovske zgodbe in se mi je zdelo, da če pišem zgodbe, v katerih je glavna junakinja deklica, da nimajo toliko humorja. In potem mi to spoznanje seveda ni bilo všeč, zato ker sem v glavnem ustvarjala samo fantovske zgodbe, recimo v knjigi Kakšno drevo zraste iz mačka je dosti več fantovskih zgodb, 11 so same fantovske zgodbe in sem si to postavila za izziv. Torej, da tudi dekliška zgodba je lahko humorna. Tako. Tako. Ja. Obe sta zelo kratki. First, a short answer. So, just to translate for you, she said that she also started writing from boys' perspective, and it was easier to write with boys. But then, when she was reading her older books, she found out that she could also write with girls because she was afraid at first that the girls wouldn't have enough humor as heroes, but then she proved herself otherwise. Maybe I'm really surprised by that fact, because I thought maybe because of all the work in the groundwork in the Scandinavian countries that Astrid Lindgren put forward with all the with Pippi Longstocking, with Ronja, with everyone, with all those strong girls, that this tradition would be stronger. Yeah, I thought so too. And it's Tonje is compared to, Pippi Longstocking, who was written in 1940 Something, yeah. something. And why is there nothing to compare to in between? There was. I think literature is going to show us what's possible, and then it's very important to not narrow it in. And I saw that there was a lack of these girls. And they had meant a lot to me as I grew up reading about, for example, Astrid Lindgren's girls. Pravijo, da je tudi mnogo res presenetilo to, da pač dekletni glede na to, tako glede na vse temelje, ki jih je položila Astrid Lindgren, tako s Piko Nogavičko, z Ronjo in vsemi drugimi, in rekla pač, da je potem tudi sama, da literatura nam da možnost izraziti, kaj je vse te možnosti, in da je hotela pa tudi sama napisati, ker je nej kot deklica, ko je še kot mlada brala te dekliške junakinje, je to veliko pomenilo. So maybe the same question, Natasha, what was the turning point for you when you decided, because okay, Maria said she read an article, what was the turning point for you that you dared to write a girl character? Imam 3 hčerke.
In se mi je zdelo krivično, da jim ne bi napisala kakšne zgodbe. Moram seveda pri tem povedati, da to niso zgodbe iz resničnega življenja, ampak so nekako posvečene njim in njihovim domislicam in njihovemu smislu za humor, ki to vse tri imajo. Tako da hvala njim, ne, ker mi te domislice narekujejo, čeprav sama domislica še vedno ni zgodba. Ampak sem imela jaz eno obdobje v svoji puberteti, ko sem bila zelo fantovska, zato ker so se mi zdele deklice zafnane, ker se mi zdelo, da nimajo humorja, da se samo hihitajo za nesmešne stvari in sem se tudi na to spomnila, ko sem začela pisati za dekleta. Sem se prav tako, nisem bila preveč dekliška, sem se ne samo s fanti družila, niti ne toliko, ampak tako kapco s šiltom sem nosila in sem hotela biti duhovita. So yeah, Naja said that this was also her three daughters that gave her inspiration. She's not writing about the real life, but their actions, their ideas gave her the impulse to write the stories. Although those ideas are not stories yet, she has to turn them into stories. And that when she was a teenager, she was more of a boyish person. She was wearing baseball cap, and she thought that older girls were just giggling and don't have sense of anything. One of those things that really show a good, is it children or young adults literature, whatever we call it, is the believability of the characters, that we believe that those characters are real. Earlier this year, when I was talking in a similar environment with Maurice Weitzman, Australian author, and I asked him how does he manage to write such believable characters, he said, but there's still a part of child in me that hasn't gone away, so I'm drawing the inspiration from that. Where do you get those children's voices from? Is there also a lot of you that still remembers how it is to be a child? Yes, I think so. I think we all have that inside us, and then it depends on how we treat it and look for it. And, yeah, I don't know. And that's why I think grown-ups can read children's books as well, because we very well remember how it was. Yeah. Thank you. Da vsi imamo, Marija pravi, še vprašanje prej na hitro, samo več, ko sem govoril z Maurisom Weitzmanom in se ga vprašal, kako mu ste pisati tako verjetne otroške like, kajti prav ta verjetnost teh otroških glasov je zelo pomembna pri tem, ali je neka otroška ali najstniška literatura kakovostna ali ne. Tako da pač v sebi ima še vedno tega otroka, na katerega se obrne. Ravno tako je Marija rekla, da imamo vsi otroke v sebi, je pa seveda odvisno, kako potem ravnamo z njim. In pa zaradi tega delčka otroškega v sebi potem tudi odrasli še vedno znamo uživati v najstniški oziroma otroški literaturi. Nataša, ti si tako obkrožena, ne? Yeah. Z mulerijo, ampak tudi verjetno še sama v sebi. Ja, nas je več otrok v hiši, ne samo 5, ampak sem tudi jaz otrok, ki je pač v bistvu glavni junak teh mojih zgodb, to je res. Najlažje stopiš nazaj, združiš tisto, kar vidiš, združiš tisto, kar si in kar si bil, ne. Je pa res, da ravno prej me je vprašala novinarka z radija, kako, če se popolnoma uživim v tega otroka, če popolnoma privzamem njegov pogled. Ne, v bistvu vodim 2 pogleda, ne, tako pravzaprav izhajam iz gledališke šole, moj igralski trening je bil vedno temeljil na tem, da vodim 2 misli vzporedno, da ena misel, ko ustvarjam nek lik, je moja misel, moja lastna, druga je pa misel lika, ki ga igram. In zelo podoben princip sem nekako usvojila pri pisanju. Da nisem popolnoma v liku, ampak vodim svojo lastno misel, ki oblikuje, tako da je ta vzporednica to tako, kot ko analiziram za nazaj, ko pa to delam, pa tega seveda ne delam zavestno. Thank you. She said that you have to combine everything you see and what you are, what you were as a kid, and she comes from a theater background, and so she's used to having 2 trains of thought. When she was on stage, she
she had her own train of thought and also the train of thought of the character. And that's the same when it comes to writing, so that you have a children's thought or character's thought and her own, although when she's writing that comes organically and just later in retrospect she's able and also to pinpoint the certain text. Thank you. Originally we were also supposed to have Kevin Brooks here, but sadly he fell ill and wasn't able to come in. When I thought that he was coming, I had this really interesting point of juxtaposing your writing and his writing, because his writing is really dark, it's really brutal, really raw, and hits you. But with you and with both of your works that we're discussing here, they're basically feel-good stories. In the end, there are feel-good stories who get a happy end, but you also do not shy away from some heavier themes, or for example, death, which is present in both of them. So, how do you feel about these topics? Because some parents really want to protect their children, so we'll keep you in a bubble and you won't hear anything bad, but how important it is to include such topics into literature? Ja, lahko. Ja, pač jaz živim z veliko družino, v kateri ni nobene romantike, mogoče 5 minut, pa se potem spet začne ta romantika graditi od začetka. Ko pade toliko karakterjev skupaj, že dva, ne, že pač starša, mož in žena, ko se morata obrusiti in potem vsak otrok v ta odnos prinaša ene nove izzive, konflikte, trenja, usklajevanja in seveda otrok v veliki družini tega enostavno ne moreš odgovarjati, tudi če bi hotel. Tako da s tem sem jaz že zdavnaj upravila. Jih ne obvaruješ, se morajo naučiti reševati konflikte, morajo se naučiti tudi kakšno krivico požreti, ki se jo da popraviti, ampak včasih ne takoj. Včasih človek vidi stvari samo z svojega zornega kota, iz tega pravzaprav nastajajo konflikti iz različnih pogledov na stvari. Tako da v bistvu je to moj izziv, ja, pisati o teh odnosih v velikih družinah, v skupnostih, kjer se morajo ljudje prilagajati drug drugemu, kjer se morajo poslušati, tudi če mi všeč, kar slišijo. In skušam pa to na nek način spraviti, povedati na humoren način, tako da se pravzaprav nekaj vsak lahko nauči iz tega. Hvala. So, I have to translate the question into Slovene. Hvala sem pač samo o teh težjih temah, o stvarih, recimo, če bi bil Kevin Brooks tukaj, kar ima res zelo primarne, res te zgrabijo, njegove knjige so brutalne, brez olepšavati. Medtem ko njene knjige so dajo nek dober občutek, ampak se tudi ne zastirajo oči pred resnejšimi, pred težjimi temami. Se vprašam pač, kakšno je občutje glede tega, da nekateri starši želijo svoje otroke zaščititi pred vsem hudim, da bi čim kasneje to življenje spoznali. So, kaže se, that she comes from a big family, so there's basically no romanticism involved. There may be for 5 minutes, but then everything falls apart, and you have to build it from scratch. That even two personalities combined together have to make some compromises, but when you have 7 personalities, that poses a lot of challenges. And but she does not try to protect the kids from the bad stuff. That you have to deal with it. You have to learn how to deal with it. Also, if there's some wrong done, which you have to learn how to accept it. Maybe then make it right. But also that with those conflicts, also you learn to empathize in kind of a, because if you look at the things only from your personal perspective, the conflicts are imminent. You have to learn to look from the other people's views, and such as relations in big families where you have to constantly make all those compromises. Yeah, I think we have the same. As for me, I think it's so obvious that children are not half grown up. They are complete persons with the same feelings, and it's impossible to protect them from
they will lose grandparents, for example. And I think it's only helpful that we can write about it and make it possible to talk about, yeah, in a way that it's, yeah, in a way that helps. Okay, tako pravi tudi Marija, da pač otroci so celovite osebnosti, niso to pač polovični odrasli, ampak so to osebe z čustvi in vsem, kar pride še zraven, in da ravno to tudi pisanje potem o teh stvari nekako pomaga otrokom, da se lahko lažje potem tudi sami spopadajo s temi stvarmi, da se naučijo, da vidijo kako in kaj. I think we're almost out of time. So maybe if there is just one thing now that we have you here, both of you, are there any things that you would like to tell to this audience of people who work with books? Maybe just, I don't know, I'm really giving you. I really want you to talk for more than a minute. Just what is your message how it is, maybe if, did you have you had any contact with the kids here? Yeah. So, what is it, how it is to see your books so translated and being embraced in different countries? That's very surreal, yeah. Yeah, and it's very, yeah, I could say a lot about that, but if I was to say something, that would be that I think we should read loud a lot for kids and teenagers, and that's a nice thing to do. Thank you. Yeah. Pač se vprašam, hotel dati besedo, ne? Pač, kakšen je občutek, ko kot prideš v neko drugo kulturo, ki ni tvoja, kjer ljudje spoznavajo, otroci spoznavajo tvoje knjige, in rekel, da je vse skupaj zelo nadrealistično, ne? Ko to vidiš, ampak da če bi morala nam kaj položiti na srce, je to, dajmo brati na glas otrokom, tudi najstnikom, in tako bom jaz zelo pritegnil zraven. I'm really fond of this loud reading. Nataša? Ja. Mogoče bom rekla tisto, včeraj smo imeli na naši gimnaziji, kjer jaz učim na gledališkem oddelku, srečanje s Kevinom Brooksom, ki ga ni bilo, ne? Ampak smo ga vseeno pripravili in je gospod Miš pripeljal me to sredkar, prevajalko, jaz sem pa z dijaki, pa še na moja kolegica sva pripravili odlomke, nekaj igranih dialogov iz iBoya in nekaj iz Martina Pujsa. In so potem, sem videla, da so si dijaki, polna dvorana je bila naših prvošolcev, prvih letnikov, nekaj bilo iz tretjega, pa tudi iz četrtega so ogromno vprašanj postavili prevajalki, kar me je zelo prijetno presenetilo, ker sem bila prepričana, da jih literatura zelo slabo zanima, tako da so nekako pozabili na knjigo ti otroci. In sem potem pograbila trenutek, ne, ko sem začutila, da jih je nekaj pograbilo, da jih je nekaj začelo zanimati, ker teh knjig, kljub temu, da smo jih mi pripravljali, niso prebrali, so samo te odlomke, ki sem jih jaz izpisala prebrali. In sem res rekla, da pravzaprav mi lahko izdajamo vse te čudovite knjige skupaj z našimi založniki, se trudimo, ampak če nas ne bojo brali, je to zelo žalostno, ne samo za nas, ampak za celotno kulturo. No? Tako da jaz mislim, da je prva naloga, ki jo imamo ves čas spodbujanje branja, to pa lahko samo starši dobro zasnujemo. Starši smo tisti, ki damo temelje. Se pravi, zvečer sedimo z otrokom in mu beremo, dokler ga začne brati sam. Thank you. Just to sum it up for you, and all, I think there are 15 people here who don't speak Slovene, so it's for them too. She said that yesterday they had this meeting with Kevin Brooks, who wasn't there, at the grammar school where she teaches, and that the students prepared some dialogues, they acted out dialogues from the books, and that they really prepared quite a lot of questions for the translator, and it was really good to see that kids, although they haven't read all the books, but just some excerpts from them, they really wanted to know what was happening, so they were really challenged to read, and that's the main point, that if we just publish books and no one reads them,
we haven't done anything. So it's the role of the parents to encourage readers to read them in the evening. In mislim, da je to tista stvar, s katero res zaključimo. Dajmo, zdaj pridigam prepričanim, ne sicer, ampak ne, I'm preaching to the choir here. Ampak res, branje, animirati otroke in potem pridejo stvari zraven, ker sam pri sebi vidim, da ni lepše stvari kot to, da rečeš otroku, začej pa gremo spat in ti on prinesel na debelo knjigo in reče, oči, tole pa treba še preden gremo na srečo eno zgodnico, ne celo. Tako da, thank you very much to both of you. Have a nice stay. In Slovenia for the time being, hope they don't overdose you with the waffles. Hvala tudi tebi, Nataša, ki si se vzela čas in naj hruške obilno obrodijo tudi v prihodnje. nagradno vprašanje, če veste, katero glasbilo je bilo to. Makedonske gajde so bile to, seveda je to povedal Andrej Fon,
In hvala za ta glasbeni intermezzo. Zdaj pa je čas, ko se boste predstavniki in predstavnice založb kot ptice na žici zbrali na tem odru, ampak še prej bom povabila podeljevalki priznanj, namreč podelili bomo priznanja za vse stvaritve, ki so bile izdane lani in so zaslužile znak za kakovost Zlata hruška. Podeljevalki sta gospa Jelka Gazvoda, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, in pa voditeljica Pionirske, gospa Darja Lavrenčič-Vrabec. Prosim. Zdaj pa vsi vi, kar veter podkrila in vsi, ker sem predstavniki založb in založniki, založnice, ker ne bomo danes vsakega posebej, ker bomo potem tukaj do jutri. Lepo prosim, aplavz sem. Najdite si mesto pod gnezdom. Kar prosim, kar vidite, na žici, tako da, ampak samo toliko, da boste slišali svoje ime. Najprej, oziroma ime vaše založbe. Najprej bi povabila predstavnika Goriška, Mohorjeva družba Gorica v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo Celje. Je z nami? Izvolite, pardon. Oziroma priročnik. Predstavnik Didakte, Radovljica. Ne? Društvo za oživljanje zgodbe Dva koluta iz Ljubljane. Družina Ljubljana. Aha, kaj gledite? E-besede Ljubljana. Ptice na žici vstanite, potrebujemo fotografijo. Zato. E-besede Ljubljana. A, sem ti rekli? No, vidite. Ptički se tudi zmotijo, tudi tisti, ki vodijo jato. Grafit Izola. Z nami. Malin Slobode. Založba Miš Zdoba pri Domžalah. Mladika Ljubljana. Mladinska knjiga Ljubljana. Založba Morfen Plus. Muzej in galerije mesta Ljubljane. Narava Kranj. Kranja. Založba Ocean Zagorje ob Savi. Okaši iz Ljubljane. Založba Rokus Klet, prav tako iz Ljubljane. Založba Sanje. Založba Siddharta.
Sodobnost International. Studio Hieroglif iz Domžal. Založba Očila International, Tržiča. Založba Zala Klepce. Zavod Vige Vage knjige iz Prevalj. In še Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Ljubljana. Zdaj pa vas prosim, da se malce bolj skupaj, še fotografija. Prosim, tudi podaljevalki, prosim, zraven. Cankarjeva založba. Ja, seveda, seveda. Bomo danes še dvakrat omenili, ampak se iskreno pravičujemo, ker je ni na seznamu. Skratka, potem pa sem jaz danes popolnoma slepa. Malce, fotografi ste? Hvala lepo, še en aplavz. Lepo prosim, izvolite. Hvala lepa, lahko se sedete nazaj. Dobro začela. No, zdaj pa je prišel tisti trenutek, ki je pravzaprav ena vrste vrhunec dogodka, čeprav je vse, kar se dogaja na tem dogodku, praznik. Podelili bomo posebna, danes ste že slišali letos kar 4 priznanja Zlata hruška založniškim vrhuncem. Zakaj 4? Ker sta letos kar 2 izvirni slovenski poučni mladinski knjigi dosegli kriterije za priznanje, tudi to ste že slišali. Vidimo lepo po vrsti. Na odru sta že 2 podeljevalki, še 3. vabim, gospod Ilko Jamnik, predsednica slovenske sekcije IBI. Povod pa bo naredil Andrej. Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2016 izvirni slovenski mladinski leposlovni knjigi z naslovom Kdo je danes glavni, ki jo je napisala Nataša Konc-Lorencuti, ilustrirala Tanja Komadina, knjigo pa je izdala Založba Miš. Lepo prosim, če vse tiste poznamo, ki se pomoga, Nataša, Tanja, da v galeriji družin, ki nastopajo v sodobnih zgodbah, pričakujemo probleme. Ločitve, nerazumevanje, neodgovornost, kriminal, hude bolezni. Vse te okoliščine tu in tam zaželijo v nekem novem smislu, kadar naletijo na mojstrskega pripovedovalca. Manj pogosto pa na takega pripovedovalca naletijo okoliščine običajnih družin. Pripoved o 4-letni Niki ima to srečo. No, že mala Nika sama ima nekaj sreče. Ima pridnega očeta, ki skrbi za kuhinjo, dom in vrt, ima skrbno mamo, ki hodi v službo in ima 2 sestri in 2 brata, ki jih želi dohiteti.
in vsi se imajo radi. Splet drobnih vsakdanjosti pisateljica povzdigne v zvenečo harmonijo vedoželjnih trenutkov, ki kot dragi kamenčki gradijo enoletni lok od 4. k 5. rojstnemu dnevu, od majhne do glavne Nike. Z enako toplino in pripovedno močjo spletajo varno gnezdo likovni utrinki Nikinega leta. Mehak realizem izrisuje vse, kar je za malo Niko pomembno. Neposrednost, veselje in domačnost. V tem gnezdu odraščanje ni problem, ampak izvirno reševanje ugank, iz katerih je stkano sleherno življenje. Brez prikritih pedagoških sporočil, brez namenskega potovanja k visoki ideji, je zbirka zgodbic dragocena leposlovna zvezdica na nebu sodobnega otroškega pripovedništva. Zato si avtorici in založba zaslužijo priznanje Zlata hruška. Smem za nekaj besed. Namreč, vi že veste, da ima Nataša zelo veliko družino. Kljub temu, da mi danes pamet ne dela čisto dobro, sem zračunala, da če ima 5 otrok in 3 hčerke, potem ima tudi 2 sinova. Tako da, Nataša, kdo so strožji ali pa bolj, bom rekla, zahtevni bralci? Dekleta ali fantje v vaši družini? Seveda vštevši z vama, z možem. Fantje so, Fantje so slabši bralci. Kdo pa je tisti, ki reče, mislim, ki je bolj v tem smislu, ne, mami tole pa spremeni, mami tole pa res fajn. V enem obdobju ne berejo mojih knjig, zato ker rabijo nekaj časa, da pride, da se zgodi neka distanca. Tako da mogoče tam v puberteti fantje moram zašpecati moja 2 sinova, da nista vseh mojih knjig prebrati. Hvala lepa, Nataša, in iskrene čestitke. Hvala vsem. Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2016 izvirni slovenski mladinski poučni knjigi Od genov do zvezd, ki jo je napisal dr. Sašo Dolenc, ilustriral pa Igor Šinkovec. Knjigo pa je izdala Cankarjeva založba. Prosim, Saša. Igor prihaja. Zakaj Zlata hruška? Oziroma priznanje Zlata hruška? Kadar besede nanesejo na poučno knjigo, navadno odmislimo, da so posamezna dejstva določene stroke povezana z določeno zgodbo. In bolj, ko je ta ločenost radikalna, bolj se utrjuje prepričanje o ločenosti sveta znanstvenikov od sveta uporabnikov in končnih potrošnikov stvari, ki jih sicer znanost omogoča. Vsakdanje življenje posameznika se tako vse bolj oddaljuje od možnega vedenja in znanja. Fizik in filozof Sašo Dolenc si že vrsto let prizadeva pokazati, kako zelo sta vsakdanje življenje in znanost povezana in kako nujna je ta povezanost za ohranitev svobode, dostojanstva in ne nazadnje blaginje posameznika in skupnosti. Niz 58 znanstvenih dejstev ali zgolj poskusov razumeti svet avtor predstavlja zgodbami, gnezdišči, nekega časa in prostora, v katerih so izbrani, iskani in izbrani najdeni odgovori v resnici nastali in poleteli v svet. Zgodbe, ki so preplet dejstev in izvirnega pomorja, tako avtorja besedila kot avtorja ilustracij, predstavljajo različna vzvezdja na nebu vedenja in znanja, od naravoslovnih ved, filozofije, družboslovja in zgodovine, do ekonomije in sodobne tehnologije. Bistvo pripovedovanih zgodb je podobno bistvu potovanja od genov do zvezd. Početi tisto, v kar resnično verjameš. Za tako početje pa znanje ni nikoli preveč. Za opogumljanje mladih in za duhovito širjenje veselja do znanosti si oba avtorja in založba zaslužijo priznanje Zlata hruška.
prave roke. Nisi vedel, da je to gnezdo? Mikrofon, prosim. Danes vas nočejo slišati gnezde in zvezde. Sašo, si znanstvenik, si pa zgodbar tudi, ne? Dokazal si, da gre to odlično skupaj. Pa bi te vseeno vprašala, če bi imel možnost se res približati na najbližji možni način, čemu bi se rajši približal, genu ali zvezdi? Ne sliši se še vedno? Na glas, veš na glas. Če se približaš zvezdi, se ne konča dobro, geni so pa tudi zraven. To si tako lepo povedal, da boš moral ponoviti. Še enkrat. Če se približaš zvezdi, se spečeš, geni so pa tukaj zraven. Boš čas. Veš, kolikrat nas geni tepejo. Pa spečejo. To res, ja. Brez njih tudi ne moramo. Očitno imaš ti odličen gen za pripovedovanje. Hvala lepa, iskrene čestitke seveda tudi urednici in pa Igorju. Hvala lepa. Namreč, Pionirska, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana, podeljuje priznanje Zlata hruška 2016 izbirni slovenski mladinski poučni knjigi drugič. Z naslovom Ptičje kvatre, ki jo je napisal Danijel Čotar, ilustriral pa Matej Susič. Knjigo je izdala Goriška Mohorjeva družba v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo. Prosim predstavnike avtorja, da se nam pridruži. Avtor je predstavnike vrste. Kako pogosto se zgodi, da vrhunski znanstveniki doživljajo in razumejo stvari okrog sebe kot poezijo, ne da bi pri tem delali škodo eni ali drugi na videz nasprotujoči si podobi sveta. Kvatre ali letni časi so kakor 4 vrstična pesem enega leta, ki v svojem neutrudnem ritmu četrtink vedno znova preseneča z vsebino vrstic. Na tem simbolu zgrajena knjiga predstavlja 32 pernatih prebivalcev Slovenije. V doživljavsko in literarno prepričljivih zgodbah torej vsak letni čas razkriva 8 opisov ptic. Avtor je do ptic, ki jih opisuje znanstveno radoveden in obenem otroško vzhičen. Na bralce, ki jim ptice predstavljajo v skrbno oblikovani povedi, se obrača kot strasten zagovornik zgodb, ki so nam dane, da nas povežejo v vse sprejemajoči krog sodelovanja. V to domišljeno sestavo je vključena tudi odlična ilustracija. Ta je poznavalsko natančna pri upodabljanju bistvenih značilnosti posamezne ptice, s poetiko potez pa razkriva slikarjevo naklonjenost do njih. Knjiga, ki odlično nadaljuje tradicijo Frana Erjavca z vrhunskim besedilom in ilustracijo ter z dovršeno skrbnostjo založbe, predstavlja trajno vrednost v slovenski mladinski literaturi in si zato zasluži priznanje Zlata hruška. Ampak ni, je Ukulele Jam, kot mi je rekel Andrej. Pionirska Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana in slovenska sekcija IVI podeljujeta priznanje Zlata hruška 2016, prevedeni mladinski leposlovni knjigi z naslovom Ukulele Jam, ki jo je napisal Alen Meškovič, prevedel pa Damjan Šinigoj. Knjigo je izdala založba Miš. Iskrene čestitke. Gospa Irena Miš pravi, da se Damjan opravičuje, morda posluša ptice? Ne je prišlo danes zjutraj, se opravičujem. Ampak obrazložitev boste pa slišali vi in verjamem, da mu boste tudi kaj povedali, sploh pa tudi on dobro ve, kako dobro je prevedel. V našem življenju ima glasba pogosto pomembno, neredko odločilno vlogo. Ko 15-letni mladenič z eno nogo še v otroštvu, z drugo pa že v prebujajočih sanjah, v hipu izgubi trdnost prepoznavnih znakov, s katerimi je bil oblikovan in imenovan.
dom, sorodnike, deželo, prihodnost. Ko mu vojna razdre gnezdo in ga požene v beg, mu ostane samo še glasba. Edina veljavna osebna izkaznica, dovolilnica za vse begunske kvote, pripadnostni znak, ki mu daje moč za preživetje. Glasba različnih zvrsti, zbrana v 8 kasetah, deli pripoved mladega begunca Mikija na prav toliko poglavij. Obenem pa kot nekakšno varovalo spremlja junaka skozi hromeče razraščanje kaosa. Ritmi te glasbe simbolno povezujejo Mikijevo zgodbo v romanu z avtorjevo resnično potjo iz rodne drvente v svet. So kot slutnja stisnjena v črtico, ki se napiše med besedami v frazi danec bosanec, kot z neposnemljivo balkansko pomornostjo samo sebi pravi avtor. Je beseda mladostnika, ki nam je potrebna, saj sleherna z njo izrečena podrobnost razkriva, da ima slej poprej vsak današnji zakaj svoje korenine v preteklem zato. Za odkrito srčno besedo, za kljubovanje okoliščinam in za zgodbo, ki jo splete zmaga obeh, si knjiga zasluži branje in priznanje Zlata hruška 2016. Irena, glede na to, da Damjana ni, ti si tista, ki imaš očitno zelo dober nos tudi za prevode. In kaj te je nagovorilo? Dejstvo je, da gre tu za begunsko tematiko, ki je žal še kako aktualna in verjetno še nekaj časa bo. Je bila to tista iskra, ki te je potegnila ali še potem tega? Bom zelo iskrena. Knjigo mi je priporočila dr. Katja Vibe iz München Narodne mladinske knjižnice in ko sem jo prebrala v hrvaščini, sem rekla, pač to moramo izdati. Zelo sem vesela, da je ta knjiga dobila to priznanje. Avtor iskreno se veseli tega priznanja, zato ker je slovensko in bo pozdravljal vse slovenske bralce. Žal ni mogel priti, ampak bo tukaj čez dobro leto, ko izide drugi del oziroma nadaljevanje te njegove zgodbe o življenju na Danskem. Tako da on ima tudi sorodstvo v Sloveniji in je na Slovenijo še posebej vezan. Zato je res vzhičen v tem priznanju. Dobro pozdrav v našem imenu, pa seveda tudi prevajalcu in pa hvala lepa. Hvala. Hvala lepa pogovarjalcem. Hvala, imeli ste zelo prijetno nalogo od vsako leto. Dragi vsi, to, da smo danes lahko iz gnezda leteli do zvezd in verjamem tudi nazaj, so pomagali Javna agencija za knjigo, Mestna občina Ljubljana, Upravni odbor 32. Slovenskega knjižnega sejma in Cankarjev dom, ampak če ne bi bilo vas, če ne bi bilo avtorjev, če ne bi bilo ljudi, ki verjamemo, da otroci tudi še berejo in tisti, ki jim beremo na glas in si beremo na glas, potem takih dogodkov seveda ne bi bilo. Sanje so večne in zanje ni potrebno vedno leteti, lahko tudi samo sedemo, odpremo knjigo in v sekundi se zgodi 1001 svet v sanje ujet. Imejte se naprej še lepo, uživajte vsak sleherni stavek prihajajočega in že trajajočega knjižnega sejma in pa seveda hvala lepa, da ste prišli tudi na letošnji praznik Zlatih hrušk.